Dobar dan vsem. Poskusimo razumeti, katera je ideja za reševanje neenačb druge stopnje. Ker mogoče ste videli, da obstaja zelo mnogo slučajev in verjetno ni prav tako jasno. Zdaj, skušam razumeti, kateri je prav smisel tega in tako bomo razumeli hitro, kako reševati. Torej, kot prvo moramo reševati minus 4x na drugo plus 1 večji ali enak nič. Kot prvo rešimo asocirano enačbo. Minus 4x na drugo plus 1 je enako nič. Tukaj bi lahko rabili formulo za enačbe druge stopnje, ampak v tem primeru ni potrebno, naredimo bolj enostavno, minus 1 vržemo na drugo stran, minus 4x na drugo je enako minus 1, delimo na obeh straneh z minus 4, x na drugo je minus 1 ulomljeno minus 4, minus deljeno minus mi da plus, torej 1/4. X na drugo je 1/4, torej x je plus ali minus 1 polovica, ker plus ali minus 1 polovica na drugo mi da 1/4. Torej, zdaj te dve vrednosti damo na eno os x. Minus 1 polovica, 1 polovica. In sedaj polinom druge stopnje predstavljeno parabolo. V kakšnem smislu? Torej, prej narišemo. Parabola je obrnjena navzgor, če koeficient od x na drugo je pozitiven. In če, kot v tem primeru, koeficient od x na drugo je negativen, parabola je obrnjena navzdol. In sedaj, kaj pomeni rešiti to neenačbo? Oziroma, kakšno vezo ima parabola s polinomom druge stopnje? Mi napišemo, da y je minus 4x na drugo plus 1. Pomeni, da vsaka točka na paraboli torej ima dve koordinate, x in y. In torej, tisti dve koordinati zadoščata tisti enačbi. Torej, če mi se vprašamo, torej, mi damo, da y je minus 4x na drugo plus 1. Rešiti to neenačbo pomeni, da mi se vprašamo, kdaj je y večji ali enak nič. Oziroma se vprašamo, za katere x je y večji ali enak nič. Pogledamo točke na paraboli. Te točke imajo koordinato y, ki je pozitivna. In torej so prav tiste, ki jih iščemo. Ampak rešitev je za x. Za katere x imamo te točke? Za x, ki so tukaj vmes, med minus 1 polovica in 1 polovica. In ker tukaj dopušča tudi enakost, večji ali enako nič, imamo tudi ekstreme, kjer točno velja nič. Torej, rešitev te neenačbe je interval od minus 1 polovice do 1 polovice z vključenimi ekstremi, zato damo oglati oklepaj. Če tukaj bi vprašal večji od nič, ne več, večji ali enako, torej ti ekstremi ne bili več vključeni, tukaj bi dali okrogle oklepaje. In če pa bi se vprašali, kdaj je manjši od nič, ta polinom, torej, tukaj na tej veji koordinate y so negativne in torej za tiste x imamo rešitev, torej tukaj gremo do neskončnosti, oziroma od minus neskončnosti do minus 1 polovice in tukaj od 1 polovice do plus neskončnosti. Ker tukaj imamo, to je interval, ena množica, to je ta ena množica, damo vmes unijo teh dveh množic. Opazite, da minus neskončnost in plus neskončnost nista nikoli vključeni. Te vrednosti so lahko ali pa niso, tukaj je manjši, torej v tem primeru niso vključene. Torej, to je primer, ko če bi računali z formulo, diskriminanta je pozitivna, ker imamo dve različni rešitvi. Diskriminanta je izraz pod korenom v formuli, b na drugo minus 4c. Se ne spomnim, če sem že rekel. Sedaj pogledajmo še kak drug primer. X na drugo minus 10x plus 25 manjši ali enak nič. Sedaj, tukaj bi lahko, torej moramo rešiti vsekakor x, kdaj je enako nič. X na drugo minus 10x plus 25 je enako nič. Bi lahko rabili formulo za enačbe druge stopnje, ampak v tem primeru je ne rabim, ker opazimo, da to je kvadrat binoma. To je x minus 5
na drugo. Zakaj? Ker tukaj, če dam to na drugo, pri x na drugo, minus 5 na drugo je plus 25, ta minus, potem imam 2 krat x krat 5 je 10x. Torej tako. Vsekakor, če bi rabili formulo, bi dobili, da diskriminanta je nič. In se zgodi prav to v tistem primeru. Torej, x minus 5 na drugo je enako nič, lahko napišemo kot x minus 5 krat x minus 5 je enako nič. In kdaj je produkt enak nič, ko je en faktor nič ali pa drugi faktor enak nič. Torej, ko x minus 5 je enak nič. 5 vržemo na drugo stran in torej x je enako 5. Imamo eno samo rešitev, ne dve rešitvi kot prej. To je prav slučaj, ko diskriminanta je enaka nič. Sedaj, na osi x damo edino vrednost, ki jo imamo, 5. Za to vrednost ta polinom druge stopnje velja točno nič, torej tukaj imamo točko. Parabola je obrnjena navzgor, ker koeficient od x na drugo je 1. Torej imamo tak primer. In sedaj, če vidite, vse točke na paraboli imajo y, ki je pozitiven, razen tukaj, ko je prav točno enak nič. In če mi se vprašamo, kdaj je y manjši ali enak nič, v resnici manjši od nič ne bo nikoli, bo enak nič, prav točno tukaj. Za to vrednost. In torej edina rešitev te enačbe je x je enako 5. Ni en interval, je ena sama vrednost. Če pa menjamo, se vprašamo, da kdaj je ta polinom manjši od nič, ni nikjer za noben x. Torej v tistem primeru rešitev bi bila, oziroma nimamo rešitev v tistem primeru, lahko napišemo, da rešitev je prazna množica. Ok, gremo še na primer, ko diskriminanta je negativna. Torej, x na drugo plus 1 večji od nič. Če mi rešujemo asociirano enačbo, x na drugo plus 1 je enako nič, tukaj bi lahko spet rabili formulo in bi videli, da diskriminanta je negativna. Vsekakor, zdaj rešimo bolj na kratko, minus 1 damo na drugo stran, postane minus 1. In sedaj vidimo, kvadrat realnega števila ne bo nikoli enak minus 1. Torej, ta enačba nima rešitve. Torej, nimamo x1 in x2, nimamo nobenega od dveh. Nima rešitev. To pomeni, da parabola ne seče osi x. Imamo osi x in parabola je ne seče. Sedaj, parabola je obrnjena vzgor, ker tukaj koeficient od x na drugo je 1. Torej, imamo eno tako situacijo, ker ne seče osi x. Če bi imeli tukaj koeficient od x na drugo negativen, parabola ne mora biti tako, ker bi šla sekat os x, torej mora biti tukaj spodaj, ne? Tako. Sedaj, se vprašamo, kdaj je y večji od nič. Vse te točke imajo y večji od nič, prav vse točke. Torej, rešitev te enačbe so vsa realna števila, množica realnih števil. Če pa bi se vprašali, kdaj je x na drugo plus 1 manjši od nič, vse te točke imajo y, ki je pozitiven, torej nikoli ni manjši od nič. V takem primeru ta bi imela kot rešitev prazno množico. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.